Spoštovane sledilke in spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni vnovič na mojem kanalu. Nismo se slišali dolgo časa in evo, kot nalašč se mi je zdelo, da zdaj se je pa toliko enih različnih tem nabralo, da se moram tudi jaz malo oglasiti svojim zvestim poslušalcev danes, da tako rečem, v podcastu, kjer je pač samo audio verzija. Kot rečeno, tem je ogromno. Danes bomo malo razširili vso zadevo skupaj. Dotaknili se bomo Luke Dončića, priprav slovenske košarkarske reprezentance, kaj vse se bo dogajalo, koga pričakujem na seznamu, koga si želim na seznamu, za koga je to konec reprezentančne poti, tega se bom dotaknil. Potem tukaj sledi tudi Eurobasket naše kategorije in tako naprej. Razširil malo Luko Dončića, kaj pomeni, da se že pripravlja, kaj pomeni, da je Luka v formi, na kaj me najbolj spominja, kaj mislim, da je Luka sposoben, ko je v formi. In seveda brez Luke ni Lakersov po novem, zdaj že kakšne pol leta. In kakšne so zadnje informacije okoli Lakersov, na koga ciljajo, s čem se želijo ukrepiti. NBA finale se v tem trenutku dogaja, tudi tega se dotaknem. Različnih playoffov v evropski košarki, se pravi, imamo zdaj le Španijo, kjer se ful dogaja, imamo Turčijo, ABA liga se je zaključila in pa neko primerjavo s Slovenijo. In pa zelo blizu smo evropskega prvenstva v ženski košarki. Tudi tega se moramo dotakniti, vse lepo po vrsti. Začenjali bomo pa tam, kjer je verjetno najbolj zanimivo in zaradi česa me po mojem mnenju najbolj spremljate, oziroma moj kanal, da rečem najbolj fair. Luke Dončića in tega, da Luka v bistvu že trenira, da je na oko, na slike, na videe vidno v dobri formi. Predvsem na tole se bom zdajle ozrl. Če ste pa tukaj vnovič, oziroma če ste tukaj celo prvič, pa vas prav ljudno povabim, da če želite podobne analize, neke nove informacije, tudi highlights, s katerimi se največ ukvarjam, videti takoj, oziroma prvi, pa vas prav lepo povabim, da se naročite na moj kanal Greg Skort, date tisti subscribe, kakšen všeček, da malo pomagamo algoritmu, in pa seveda vsak komentar je dobrodošel, vprašanje, vaš vidik, da malo pokomentiramo čez te stvari. Takole, Luka v formi. Pojavljal se je Luka Dončić na tekmah Ilirije, zdaj le v končnici druge ABA lige, kjer je bilo na oko vidno, da je kar malce shujšal, da ni več tistega polnih ličk so zmanjkale, rokice so bolj fit, da rečem dobesedno kratke majice mu bolj pašejo, malo se smešno sliši, ampak dejansko se vse skupaj lepo vidi. Zdaj le številni so mnenja, da so kakšne slike malo narete, se pravi tele umetna inteligenca in tako naprej. Z prve roke lahko rečem, da ni tako, ker sem ga tudi sam videl dokaj odblizu in fant očitno nekaj dela dobro. In gledajte ga zlomka, če preverite moj zadnji video, sem ga uspel celo posneti, ko igra pedal, se pravi, to je neka vrsta tenisa v ograjenem prostoru, kjer so dovoljene tudi odboje od mreže, oziroma od strani. Upam, da sem pravilno zdaj tole definiral, ker moje pojmovanje, moje znanje v padlu ne obstaja, izhajam samo iz vidanega. Igral je v Tivoliju, oziroma verjetno tudi večkrat igra z Edom Murićem, Anžetom Majčkom, kondicijskim trenerjem, pa še enim kondicijskim trenerjem ali fizioterapeuti, ki ga spremlja že od časov Real Madrida, pa je bil v Dallasu, pa je zdaj v Lakersih. V glavnem, tudi v tem trenutku se modi v Ljubljani in pomaga pač pri kondicijski pripravi in vse, kar spada zraven kluki. Zdaj, da se takoj dotaknem, en tak mali skrivnosten video sem vmes posnel, kjer se pač vidi, da z nekaj oddaljenosti snemam. Načeloma jaz tega ne odobravam. Sem slišal zdaj samega sebe, kar sem rekel. Načeloma tega ne odobravam, ampak hej, sem človek iz mesa in krvi in nekako si nisem uspel skušnjavi upreti, predvsem zato, da v svet malo pošljem, kaj se z Luko dogaja, ker to zanima nas, Evropejce, da ne govorimo o Američanih. Bil sem kot nek paparac, mislim, svašta, ampak dejansko nisem zdaj športnikov oziroma športnikov s tem zmotil, nikakor.
Tako da sem se vsaj tega držal, da res ne posegam v njegovo osebnost, no, ampak ajde, tisto minutko sem pa posnel, še samemu sebi sem bil malo neroden, ampak nema veze, v glavnem, če se bo dalo, se v prihodnosti tega ognil, ker je občutek malo čuden, ali dobro, lej, se pravi, probal, ni bilo, čudno je bilo, nema veze, v glavnem, gremo dalje. Glavno, vsako leto se govori, da je Luka se pripravlja, da je v formi, da trenira, da je pravilno, pol pa pride sezona, pa še vedno nekako ne zgleda tisti nek košarkar, ne zgleda Američan nabit z mišicami, atletsko, on itak vemo, da ni nekaj ahinoh, smo pa ga že videli, da ko pa je, vendarle fizično pripravljen, govorimo o njegovi ruki sezoni ali pa govorimo o tistem bablu, pol pa on razbija, ne? In ravno to, mislim, moje osebno mnenje je, da ko je Luka fizično res pripravljen, ko je on hitrejši v prvem koraku od obrambnega igralca, ko se on igra košarko, ko je nasmejan, ko sam pri sebi verjame, da nihče ni boljši od njega, ko sam pri sebi verjame, da obramba, ne glede na to, koga nasprotno moštvo nanj pošle, da jo lahko prebije, ali zadane stebek, ali poda asistenco soigralcu, v glavnem, ko je Luka na tem nivoju pripravljenosti, sem jaz osebno mnenja, da je on najboljši igralec na svetu. Pustimo zdaj obrambo. Obramba je stvar tega, kar človek oziroma igralec želi. Obrambo se ne naučimo toliko, kolikor jo želimo igrati. To nam ponavljajo trenerji non-stop in tudi sam sem takšnega mnenja. Zdaj, če še Luka zraven stopi, pa še doda pristop v obrambi, pa imamo že popolnega igralca. Do takrat še nimamo, ampak ja, nema veze, kdo je pa popoln v košarki trenutno, vprašanje. Ampak seveda, deli se na obrambo in napad košarka, to neke filozofije zdaj le tule ne bomo odkrivali. V glavnem, če so napovedi takšne, kot delujejo iz razdalje, se pravi, da se Luka že pripravlja, da se reprezentanca se zbere 16. ta mesec, torej čez 3 dni, če se ne motim. Zdaj, dejstvo je, da zaradi pravil lige NBA Luka še ne bo zraven. Ampak potem, mislim, da po tem, ko se reprezentanca udeleži pripravljenih tekem v Šangaju, v glavnem, ne vem, če Šangaj, v glavnem na Kitajskem, nema veze, proti Veliki Britaniji, Luka ne bo igral pač zaradi teh pravil, ampak ko se vrnejo, pa mislim, da bo že zraven 8. augusta, recimo, tekma v Stožicah proti Nemčiji, takrat pa bomo že lahko videli dejanske obrise Luke Dončića, ne? Pa jaz vedno govorim o reprezentanci, o svetinji, o nekem največjem, kaj lahko košarkar doseže, da zastopa svojo državo. In Luka Dončić ni Slovenija, Slovenija je veliko več kot Luka Dončić. To se je treba priznati. In prav je tako popolnoma. Imamo tu Eda Murića, imamo tu Zorana Dragića, pa Jako Blažiča, pa morda Aleksija Nikolića, čeprav nekak bi še ga odzel. Zakaj omenjam te tri? Ker po nekih informacijah je to njihovo zadnjo evropsko prvenstvo oziroma zadnja velika akcija z reprezentanco. Vsi omenjeni so z reprezentanco dosegli tisti največji uspeh in vse ostale, vključno z udeležbo na olimpijskimi igrami. Tisti spomin je še vedno svečna žalost, ampak okej. V glavnem, to je zdaj res tista zadnja priložnost. Kljub temu, da je veliko skeptikov pri nas, pa roko na srce tudi sam nisem zdaj največji optimist letošnje sezone, pa se mi vendarle zdi dozdeva, v glavnem merim na to, da lahko reprezentanca letos marsikaj dobrega doseže. Recimo že v skupinskem delu, kjer imamo Poljsko, Francijo, Belgijo, Islandijo in Izrael, se z enimi izmed favoritov srečamo in seveda to je Francija, kar je po mojem mnenju odlično, ker se jim potem v nadaljnih krogih daleč izognemo. Zdaj, če hočeš biti najboljši na evropskem prvenstvu, moraš premagati vsakega. Od tega mislim, da nihče ne beži, še najmanj pa Luka. In kdor Luko pozna in kdor bo igral okoli njega, bo njemu sledil, ne? To je dejstvo. Tako da mislim, da bi bila to ena velika smeta na torti, češnja na torti, če želite, da bi tile igralci še z zadnjim plesom, da tako rečem, nekaj dosegli. In ko je Luka v formi, ko Luka igra svojo igro, primer olimpijske igre prve, mislim, da takrat nas bo pa težko ostaviti, ne? Vse ostalo, kar smo dosegli z Luko, oziroma kar nam ni uspelo toliko, koliko smo pričakovali, ne vem, ali so to
kvalifikacije za olimpijske igre, ali je to nastop na svetovnem prvenstvu in tako. Je bilo že mogoče pod vplivom tega, da Luka niti ni imel pravega počitka, vemo, vrnil se takrat takoj po finalu lige NBA, pa še na pol poškodovan in tako naprej. Zdaj le pa zdi se in pravijo, da Luka nima poškodb, da lahko dela normalno priprave in vkolikor bo res naredil vse, da bo v top formi, jaz mislim, da se bo tudi procent oziroma možnost poškodb toliko zmanjšal in tega se oni najbolje zavedajo, ne, v njegovem štabu. Zdaj reprezentančnega seznama seveda še ni, mislim, da ga lahko zelo kmalu pričakujemo, glede na to, da se reprezentanca dosti vrne. Zdaj tudi Klemen Prepelič je eden izmed tistih, ki so morda že malo veterani tukaj, ne vem, če je on že kaj govoril o tem, da je to njegovo zadnjo prvenstvo ali ne, mogoče še celo bo kaj zraven, to še bomo videli, medtem ko že vemo, da pa Žiga Dimca pa ni, ne. Tako da to bo še malo vprašanje. Kar narediti na položaju centra, kjer smo podhranjeni že leta in leta. Zdaj le kakšen je status Joša Neba, tudi ne vem, ki naj bi bil eden izmed tistih kandidatov, na katerega gleda slovenska reprezentanca, sicer bomo pa mogli koga drugega vzeti, ne? Ker Majka Tobija ne bo, to se že ve, kaj z Jordanom Morganom ne vemo in sicer pa morda bomo pa hitro zvedeli, no. Zdaj, če samo v obzir vzamem nekaj reprezentančnih kandidatov. Žiga Samar je bil nazadnje recimo na svetovnem prvenstvu 2023. Njegovega brata bi želel videti vsaj na seznamu. Se pravi Matijo Samarja, za katerim je odlično prvenstvo do 20 let, kjer smo bili drugi in pa tudi sezona v Španiji. Jaz upam vsaj, da ga sproba trener, mislim, da si to zasluži. Se pravi oba dva Samarja tukaj. Nikoliča, Prepeliča, Blažiča in pa Zorana Dragiča sem omenil že prej. Majka Tobija ravno tako, ki se ne moremo več na njega računati. Potem je pa tu en Gregor Hrovat, za kateri mislim, da je zelo solidna sezona v Franciji. To je ena rešitev na dvojki. Potem je tukaj Gregor Glas, ki spet ni imel ok sezone pri Olimpiji. Na dvojki tukaj še gledam na Urbana Klavžarja, za katerim spet ni najboljša sezona v lige NCAA, ampak je pa bil prvak. Vem, da je imel odlične treninge in more se sprobati. Po mojem mnenju ga more, se pravi selektor, povabiti vsaj na priprave, pa da vidimo, kje smo. Zdaj vmes sem naredil malo pauze in še dobro pravi čas ugotovil, kakšno badarijo sem govoril. Reprezentanci se ne zberejo ta mesec, ampak naslednji mesec. Moja napaka, se opravičujem, do takrat je pa še kar nekaj časa, no. Takole se opravičujem, da sem malo vas zmedel, ampak ok, upam, če ste zdržali do zdaj, pa da ste še slišali to mojo napako, pa še škoda ni narejena. Če nadaljujem z reprezentanti, Lukaš Čuka je pa imel malo boljšo sezono, to je neka rešitev na trojki, štirki, Edo Murič je tukaj še zraven, Jakob Čebašek je bil še na zadnjem velikem prvenstvu zraven, zdaj le vprašanje, koliko je še on v načrtih selektorja, in pa tudi Bine Prepelič, ne, ki pa bolj ni igral v Olimpiji letos kot je pa res, da so ga tudi malo sklatile težave z poškodbami. V kvalifikaciji za olimpijske igre pa sta bila še tukaj Leon Stergar in pa Miha Cerkvenik. Mislim, da bo Miha Cerkvenik malo ukrepil Cedevito Olimpijo, zelo solidna sezona pri Krki, medtem ko je Stergar igral v Belgiji, pa ima tudi čisto solidno sezono zase, tako da sem nekako prepričan, da bosta dobila vabilo v reprezentanco, no. Tukaj je še mogoče kakšen Macura, ki se upravlja v NCAA, ki ne vidim ga še v reprezentanci, ampak je nekako bil že priključen zraven, potem kaj je z njegovim bratom, nimam pojma, srečujem ga tu pa tam na kakšnih tekmah državnega prvenstva, zdaj kaj se pa dogaja točno z njim, pa nažalost ne vem. Vlatko Čančar, nisem še ga omenil, naj bi bila poškodba v redu, pozdravljena, tako da zdravega Vlatka Čančarja, pa da še koliko toliko v formi, to bi pa bilo odlično. Ima kdo kakšne informacije o Vlatku, lepo prosim, spodaj kar napišite in pa da vidimo, no, kje smo.
Včasih je tudi v navadi tako, da kakšnega reprezentanca, recimo iz U20 reprezentance, najboljšega še selektor zraven povabi. Tudi to je opcija, recimo Jan Vide me predvsem zanima, kaj se dogaja z njim, glede na to, da v NCAA ima bolj obrobno vlogo, pa mogoče še kdo preseneti, kaj pa vem. No, bodi si dovolj za reprezentanco, še kar nekaj časa je do takrat, morda se celo vmes kaj slišimo, ne, okoli te teme. Pa da mogoče res zaključimo v stilu, poglejmo, s kom se sploh pripravlja reprezentanca, torej dvakrat proti Veliki Britaniji na Kitajskem, potem doma gostimo Nemčijo 8. avgusta, vrnemo obisk 10. avgusta v Nemčiji proti Nemčiji in potem imamo nek pripravljen turnir, če se ne motim, proti Latviji in pa Litvi. Slovenija, Velika Britanija na to 19. avgusta doma in pa spektakel pred prvenstvom v Beogradu, se pravi Srbija, Slovenija 21. avgusta, kar celo razmišljam, da bi šel malo pogledat, ker tole bo pa, čeprav trivialna tekma, ampak po moje pravi spektakl, no. Evropsko prvenstvo pa letos na Poljskem, konec avgusta, začetek septembra in prva tekma Slovenija, Poljska. Tega dvoboja se veselim kot ne vem kaj, ker res bi rad vrnil Poljski za tisti boleč poraz v Nemčiji na Evropskem prvenstvu, ki nas je v bistvu poslal domov. In ko obračam list po tem seznamu, kaj sem si naredil, o čem bom danes govoril, imam tukaj zapisano Luka v formi, kar sem pač govoril že na začetku, ne, se pravi, da malo poudarim, najboljši igralec po mojem mnenju, ko je v top formi, spomin na bubble sem tudi rekel, takrat kakšni formi je bil, vzporednice proti Minnesoti, kaj bi pa to pomenilo? Ja, v bistvu je ni, zato ker mislim, da Luka ni bil takrat v najboljši formi, tako fizično kot pač igralsko. Težko je prebil prvo linijo, Anthony Edwards ga je ustavil dobesedno in posledica je bila, da tudi seveda brez tega, da so brez konkretnega centra Lakersi igrali dokaj enostavna zmaga Minnesota, ne? Če pa bi bil Luka tukaj v formi, če bi on lahko prebil prvo linijo, če bi bil kdo je, bi morda bila celo druga zgodba, pa čeprav so Lakersi igrali brez centra, ampak dobro, zdaj le že tukaj zvonim potoče, ne? Nema veze. Lakersi, ko sem se jih že dotaknil, LA Lakersi, nova tema, se pravi, LeBron bi naj vzel pogodbo, mislim, da v vrednosti 150 milijonov ameriških dolarjev za naslednji 2 leti, kar naj bi pomenilo, da bo vsaj še 2 sezoni vztrajal v ligi NBA. Bomo videli, kako bo tole izgledalo. Zdaj tisto malo bolj zanimivo pa je, kar so spet špekulacije, kdo bi se naj LA Lakersom pridružil. Zdajle najglasnejše govorice so in čisto to zadnje, center Houstona, se pravi Clint Capela, v bistvu ima švicarsko državljanstvo, ampak ne vem, imel je svoje trenutke, zelo dober center, ne rečem, lovi tudi tiste visoke žoge okoli obroča, tu neko povezavo z Luko Dončićem lahko vidim, tudi v obrambi zelo soliden, visok, skočen, močen. Ja, bi si ga želel. Vprašanje pa je, kaj lahko ponudimo. Hkrati pa se je že pred časom pojavljala namigovanja, da naj bi Mark Cannon in pa Walker Kessler iz, se pravi, Utaha okrepila Lakerse, kar v bistvu dobiš 2 visoka igralca, kar je morda še boljše, oziroma skoraj prepričan sem, da bolje. Je pa res, da kaj poslati drugo smer, kakšen Hachimura, pa mogoče celo Austin Reeves, potem skoraj morata vključevati tale paket, ki ga tam pošljemo, ne vem pa kaj imajo od pikov v igri LA Lakersi, ne. Pa ja, ste slišali, da bo pripravljena tekma, mislim, da v Las Vegasu med Dallasom in Lakersi letos pred sezono. No, evo, glede spektakla pa v NBA-ju znajo poskrbeti. Aha, pa še to, če smo že ravno pri NBA-ju, nov format All-Star tekme naj bi se pripravljal in sicer tekma zvezd med internacionalnimi zvezdami proti ameriškimi. Nekaj, kar smo si potihoma želeli, nekaj, kar smo potihoma upali že dlje časa, pa naj bi to prišlo kmalu v obzir. Nisem prepričan, če že naslednje leto, ampak mogoče bo to malenkost bolj spodbudilo gledalce k gledanje te All-Star tekme, ki zadnja leta, mislim, da se vsi strinjamo, ni bila gledljiva, niti blizu tega. No, ampak vsake oči imajo svojega malarja, kot rečemo, ne. In ko smo pri NBA, dogaja se NBA finale. Nekaj, kar me v tem trenutku, po pravici povedano, sploh ne interesira.
ampak se pa verjetno kdo najde, verjetno celo številni izmed vas, ki pa vas to bolj pritegne. Indiana, po mojem mnenju, izredno presenetljivo v finalu lige NBA, vsaj zato presenetljivo, ker nisem podrobneje spremljal končnice, in pa OKC, katerega bi pa takoj vrstil v finale, po neki kvaliteti košarke, ki jo igrajo, agresivnosti in tako naprej. Nenazadnje imajo tudi aktualnega MVP-ja trenutno v svoji zasedbi. Shea Gilgeousa Alexandra. Veliko manj prostih metov dobi fant trenutno v finalu, kar se nekoliko pozna na njegovi statistiki, kar sem pa pričakoval. Pa mislim, da nek prevelik Nostradamus za to ne moreš biti. Ja, 2-1 trenutno za Indiano. Nekje sem zasledil podatek, da 80% moštev, ki zmaga tekmo številka 3 v seriji, na koncu osvoji naslov. Ne, zdaj eno je statistika, eno je dejansko stanje. Ampak vzorec tukaj je pa velik, ogromen v bistvu. Tako da, če sodimo, potemle je Indiana skoraj zagotovo prvak. Sam bom rekel, da je seveda še daleč od tega. Je pa res, da je zdaj tole bo postalo zanimivo še bolj, kot je bilo do zdaj. Osebno navijam za Indiano, ker enostavno mi tile fantje pri Oklahomi niso tako blizu, imam nekoliko težav z njihovim nastopaštvom, da temu tako rečem, ne sredi tekme, ampak bolj po koncu tekem, novinarske konference, izjave in tako naprej, kar meni osebno ne pritiče. Indiana niti nima nekih super zvezdnikov v svojem moštvu, pa dobro, tudi OKC ne, no ok, ampak kar je v bistvu zanimivo, ali pa neke vrste čar letošnjega NBA finala, ker razen Shea, pa mogoče Haliburtona, ki pa to po moje ni, neki super zvezdnikov ni. Ne, tudi Pascal Siakam mislim, da ni super zvezdnik, ajde recimo, da je Shea, no. In to je to. Kakšna je vaša napoved finala lige NBA? Ste presenečeni, kdo je v finalu? Komentarji so prostor, kjer lahko podate svoje mnenje, ne? Zdajle, če ste pa slučajno do tega trenutka poslušali in vam je mogoče podobna analiza všeč, pa res še enkrat vas povabim, da se še kaj podružite z mano in naročite se pravi subscribe, da boste hitro obveščeni o naslednjih podcastih, ne. 2 temi do konca tega podcasta. V Evropi se igrajo, se pravi zdaj španska liga, italijanska liga, turška liga, litvanska, da ne rečem, katera vse liga, ABA liga se končala, ampak naštete so pač malo bolj v fokusu, kvaliteta je malenkost boljša, pričakovano seveda in tako naprej. In pa slovensko prvenstvo se je zaključilo. Zdajle, gledal serijo Barcelona Unicaja, zdaj imamo Real Unicaja, če se mostim, Valencia, Tenerife, v glavnem, to je Bešiktaš Efes v Turčiji, recimo, Fener, Bahčešehir, če se ne motim, v glavnem, zdaj se je igralo, se pravi Partizan Budućnost. Mislim, to so tekme na nivoju, to je borba, to je fight, obrambe, napadi, v glavnem košarka, ko res si vzameš 2 uri časa, pogledaš, pa si navdušen. Izjemna košarka. Pa prijem na slovensko ligo, ne, pa dobro, zdaj ne želim primerjati v osnovi kvalitete, nivoja košarke, Španija, Turčija, ABA liga že lahko, ne, omenjenih proti slovenskih, in igralsko, in budget, organizacijsko, ne tega. Ampak žalosti me, da recimo pri Cedeviti Olimpiji je nivo košarke tako padel zdaj v finalu proti Krki, ali je to stvar motiviranosti, ali je to stvar, da so že vsi igralci na počitnicah. Mislim, ni gledljivo, no, evo, enostavno ni gledljivo, saj tudi publike ni na tekmah, ni bilo v Novem mestu, ni bilo v Ljubljani, medtem ko vse ostale dvorane širom Evrope so pa polne v tem času. Zdaj, glede tega bi bilo fajn marsikaj narediti, ne, prvo je seveda kvaliteta, da ne vem, kaj občinstvu nimamo za pokazati, ampak tale finale pač ni bilo nič posebnega. Obratno, v bistvu me je celo malo razočaral
In meni osebno so bile kvalifikacije za drugo ABA ligo, kjer sem spremljal Ilirijo v živo, dvakrat, se pravi proti Bosni in pa proti Ciboni, 5-krat bolj gledljivo. 5-krat bolj navdušen nad košarko, nad fajtom, nad žarom borbe. Tole strani Olimpije Krke pa je izgledalo, kot da končajmo že to sezono, itak vemo, kdo bo zmagal. To je to. Ne vem, to mi pa ni všeč osebno, res mi ni, ampak tako je. In še za na konec, Evropsko prvenstvo za ženske se zelo, zelo hitro približuje, mislim, da še manj kot teden dni. Kakšni so cilji naše slovenske reprezentance, mi v bistvu sploh ni toliko jasno. Glede ženske košarke v Sloveniji sem podhranjen, ne želim je podcenjevati, ampak jo premalo spremljam, premalo poznam, želim jim vse najboljše, čeprav v preteklosti so bile določene izjave in košarkarske zveze in samih igralk pod nivojem, kar se mi je precej zamerilo, primer Nika Barič, primer Eva Lisec, kaj je rekla o tako imenovanih couch selektorjih, to po mojem mnenju nikoli ne reče, do tega, kar je izjavljal gospod Erjavec, da Nike sploh nismo pogrešali, do tega, kako so se poslovili od trenerja Grgiča oziroma selektorja in tako naprej in tako naprej. Ja, nekaj gneva se je nabralo v preteklosti, kar me po pravici oddaljuje od spremljanja reprezentance, hkrati pa gre za našo reprezentanco, slovensko reprezentanco, igralke, ki puščajo dušo in srce tam, se odpovedujejo marsikam in zato vse našteto in ker so seveda naše, zastopajo našo državo, skupaj z naturalizirano Američanko, ki je še prav, ki je izjemna, seveda bom navijal za njih. Absolutno da, pod črto, to ni dobene dileme, mi je pa zaradi prenaštetega vse skupaj malo težje. Ne? Pa razumi, kdo razume. Ne? Tudi glede tega se lahko razpišite spodaj v komentarjih, kako vi vidite tole situacijo. Zdaj je nekaj, mislim, da nekaj razširjeno debato sem tukaj naredil, čeprav monolog, ne, ampak okej. Verjamem, da sem glavne stvari povzel. Če pa sem slučajno kaj pozabil, oziroma če bi želeli vi še kaj dodati, še enkrat znova vas povabim v komentarje, mogoče se tamle dobimo, kakšno pokomentiramo. In to je to. Do naslednjič pa vas prav lepo pozdravljam. Gregor sem bil z vami iz Greg Skorta. Bodite lepo, pazite na sonce zunaj, krasno vreme, namažite se, da vas ne opeče tako, kot je mene nazadnje. Čim manj za ekrani, čim več zunaj na svežem zraku in soncu. Do naslednjič vas prav lepo pozdravljam. Srečno!